ne bojo fascinantno, če je tako rečivo. Kam planira? Sami si nekaj postavili. Ti si boš dal opremo na sebe, pa boš šel tam razumljeni tam za mizo, veš ko so, veš ko imajo uniforme, pa ti si preslave. Ti si kar oblek, pa tam je spal tam. Zdaj bo direktno pripelal. Čez tega koca. Pa bo te v krv pisati. A, če gre le bi, okej. Ti bo to podbjesno. Bo 20 let. Več tam deva, že ja povleče ven, pa kar meče gor. Vse bo zadero. Ne vem, kam ga daš. Veš se tukaj folka? Svido? Svido. Eni odleče. A? Tudi si importi potrebe. Nisi ram. Tvoj. Tvoj? Ja. Imaš te pinko, da si tega. To je zdaj volimo. E tam prav energije je to. Prav še energije je to. Fantje, pozdravljeni. Malo je sprememba plana. Ne, pridružil se nam je še Turski.
Ja, veš. Ni mi jasno. To samo kar 3 kolesa. Glejte, otroci, ta se bo zdaj oblek. Mislim, da je ta prava. To je bom. Vi boste še nekaj izdelknjela Malo potipe, pa kaj sta otroke zdravo. Ja, zdravljen še kar. Kaj pa tole? Čakaj, čujemo, mi bomo. Ali pa tja petek, no, to više še naprej. Ali boste vprašali? Če koga kaj zanima, ne vpraša. Potipat to. A lahko? Pravijo, da lahko tudi primete. Vse to treba potipati. Ja. Mislite, tako. No, lahko pogledate, primete lahko in strašno je. Poteška, če je težko. To so v službi, veš? Ja, tako je, ja, vi se samo bo strelo. Ker vas je tako veliko, lahko pridete tu do robu, do robnika. Zdaj pa en izziv za 9 šolce. Kje ste pa šestari? Ja, v redu. Žreb je določil 6A in 6B, da se zglasita pod tisto razrešnico s klopcami. Ja, pridite. Dobro, malo tišine. Levo. Zdaj se bomo potrudili s 2 vrste zbor. Vi boste za kolego Mauserja, ker vas bo naučil osnovne vojaške vzgoje. Kar 2 vrste se postavite. 2 vrste, ja, zadovoljno se postavite. Ni vaš kamer. Tako v 2 vrste bomo pomagali. Kako če bi dali v 4. Ali pa ajde v 3 vrste. Ali pa v 3 vrste demo. Ajde, stopite malo naprej. Sam dajem dobi. Ste pripravljeni? Zdaj se bomo pa Me veseli. na vašo desno. 3 stvari bomo danes naredili. In se bomo naučili Najprej vas ustrezna pravila za dvig zastave. Prav, v redu? Vaši kolegi devetošolci, zdaj boste videli, kako so se dobro naučili zgodovino. Za njih imamo izziv. Morali bodo pokazati svoje znanje zgodovine, pa tudi koliko so hitri z vadbenimi puškami v rokah, ki so težke 3,5 kg in s čelado na glavi. Druga stvar bo, da se bodo šestošolci pripravljali, kako stati mirno, kako pozdravljati za roko in bomo dvignili zastavo in zapeli himno Republike Slovenije. Računam na vaše glasove. Tretja stvar pa bo ogled opreme, vozil in naših vojakov. Kdo bo prvi na štartno črto? Prvi, ki tekmuje iz vsake skupine. Vajina naloga je steči do zabojnika, vzeti vprašanje številka 1, ga prinesti do svoje skupine, ga preberate in kdor prvi dvigne puško od vaju v roke, prvi odgovarja in dobi točke, če odgovori pravilno. Pripravljeni? Pozor, zdaj! Navijajmo!
Evropske sile so bile v prvi svetovni vojni razdeljene na centralne in antantne sile, katere tri velike države so sestavljale centralne sile, torej v prvi svetovni vojni. Kdo ve? Grska. Bravo, odgovor je pravilen! Tukaj imamo 4 vojake. Pripadajo različnim obdobjem. Kateri mislite, da je vojak, ki nosi uniformo iz prve svetovne vojne? Tale? Vsi vi. Imate prav. Zastavil bo tole vprašanje. Zdaj ne tečete, zaenkrat ne tečete. Gavrilo Princip je izvedel atentat na avstrijskega prestolonaslednika, katerega? Katerega? Bravo. Odgovor je pravilen. Na štartno črto za vprašanje številka 3. Minus točk tokrat ne bomo dali. Pripravljeni. Pozor. Zdaj. Prva svetovna vojna se je začela z vojno napovedjo julija 1914. Katerega leta pa se odpre Soška fronta na reki Soči, torej v Sloveniji in v bližnji okolici? Kdaj se začne prva svetovna vojna? Torej, prva se začne 14. leta na slovenskih tleh, na Soškem pa? 1915. Bravo! Odgovor je pravilen. Torej, lahko rečemo, da je približno 100 let od začetka prve svetovne vojne. Vajna naloga še bo, da odneseta letnici na zabojnik in vzameta naslednje vprašanje. Po vprašanju, naslednje vprašanje, pripravljeni. Pozor, zdaj. Okupator je med drugo svetovno vojno na slovenskih tleh uvedel nekatere uničevalne ukrepe v zvezi z jezikom, poimenovanjem krajev lastnino Slovencev. Naštej vsaj 2 uničevalna ukrepa okupatorjev, ali italijanske vojske ali nemške. Kaj so naredili sovražniki na našem ozemlju? Onemčevanje imen, pa izseljevali so Slovence in priseljevali Nemce. V šolah je bil nemščina obvezni jezik. Odgovor je pravilen! Bravo! Zdaj vam bo zastavil vprašanje vojak, partizan druge svetovne vojne. Vodstvo Osvobodilne fronte je bilo na začetku v Ljubljani. Okupator je hotel preprečiti povezavo med tem vodstvom in partizani na podeželju. Vprašanje, kaj je italijanska vojska postavila leta 1942 okoli Ljubljane? Sovražnik je hotel preprečiti med vodstvom Osvobodilne fronte in partizani povezavo in je naredil okrog Ljubljane. Kaj? Bodeča žiča. Bodeča žica. Bravo, odgovor je pravilen. Po naslednje vprašanje na štartno črto. Pripravljeni. Pozor, zdaj. Vprašanje je, kdaj se je končala druga svetovna vojna na Slovenskem? 9. maj 1945. 9. maj 1945. Naša. Pravilno.
15. maj. Generalno 9. maja, na Slovenskem 15. maja. Kaj ćemo narediti? Moja napaka. Slovenci smo bili po drugi svetovni vojni del velike države. Kako se je imenovala? Zdaj nismo več del te države. To pa je bila, približno 50 let smo bili del te države. Kraljevina Jugoslavija. Ne, kraljevina! Kraljevina SHS. En odgovor nepravilen. Republika Jugoslavija. Pravilen odgovor v drugo. Bomo šteli. Ja. Zdaj imamo pred sabo tretjega vojaka. Kam pa bi dali njega v povezavi s Slovenijo, ki je samostojna država? On je vojak teritorialec, ki je takrat, ko je bila vojna za Slovenijo, v takih uniformah so bili, so se borili za našo samostojno, svobodno Slovenijo. In bo zastavil naslednje vprašanje. Slovenci smo hoteli postati samostojna, neodvisna država, povezana z Zahodom, ker dotlej nismo bili. Razglasitev samostojnosti je bila na proslavi 26. junija 1991. Vojna za Slovenijo se je začela en dan kasneje in je trajala 10 dni. Napišite točen datum trajanja vojne za Slovenijo. Nekaj matematike. Poslušajmo. Razglasitev samostojnosti je bila na proslavi 26. junija. Vojna se je začela en dan kasneje in je trajala 10 dni. Torej, koliko let nazaj je to, če je bilo leta 91? 25 let, točno 25 let. Ja, datum, ko pa je vojna za Slovenijo trajala, pa je? 5.7.1991. Ja, trajala je 10 dni. Začela se je naslednji dan, 27.6. in je trajala do 26.6. je trajala. Čakaj! Šesti juli. Govor je pravilen. Zdaj imamo pred sabo še enega vojaka. Ta pa je drugače opremljen. A vidite? Če pogledate že pasove, kako so si različni, kakšna je oprema na pasovih, material in pasov in teh torbic, seveda tudi orožja, boste si potem vse ogledali. To pa je vojak slovenske, bravo, to je vojak slovenske vojske, sodobni slovenski vojak. A vam je všeč, punce? Ja, tudi meni. On vam bo pa zastavil tole vprašanje skupini, dobro poslušajte. Sem vojak naše slovenske vojske. Naštejte tiste lastnosti, ki jih mora po vašem mnenju imeti slovenski vojak. Zmaga bo boljši odgovor. Vojak vas sprašuje, kaj po vašem mnenju, kakšen naj bo dober slovenski vojak? Časa bo minuto pa pol. Še 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. V redu. Bi moral biti vitalen, vzdržljiv, samozavesten, borben, moral bi imeti dobro kondicijo, ljubezen do domovine, spoštovanje, pogum, disciplino, natančnost in pripravljenost. Drugi razred je pa napisal, moral bi biti spreten, neustrašen, pogumen,
iznajdljiv, vztrajen, močan, dober strelec, kondicijsko pripravljen, domoljub, borec. Tako, komisija se strenja, tako da obe dobita po eno točko za odlične odgovore. To res ni bil naprejšnji dogovor, da dobista obe skupini enako. Res ste dobro napisali. Hvala lepa. Te vaše odgovore bomo odnesli v svoje enote nazaj. Kaj pomeni? 25 let samostojne Slovenije. In preden boste še zadnjič ponesli številko 25, bomo razglasili zmagovalca. Zmagal je za eno točko prednosti 9. B. Rauder. Nič novega. Samo nesete pa se vrnete. Ampak ne bomo še vedno navijali. Neodločeno, v redu. Kje je zmagovalec? Odložite puške pa čelade tam. Puške pa čelade tukaj. Kar odložite puške pa čelade. Mir, no. Vojaki se vsak dan ali včasih po ponedeljkih dobimo na dvorišču v vojašnici. Takrat se postavimo v kolone in to bodo za nas storili 6. razredi. Pričakamo jih v tišini. In ko bomo zaslišali glasbo, bomo v čast naši domovini zapeli himno. A prav? Prav? Velja? Šestošolci se nam lahko pridružijo. Pričakajmo jih v tišini. Šestošolci so pred nami, prihajajo v tišini. V 3 kolonah. Zdaj jim bo poveljeval naš podčasnik. Stojijo mirno in se bodo na desno so se obrnili. Zdaj preden gremo na ogled, še enkrat bravo 9. razredi, oba 9. razreda. In preden greste na ogled, vas bo naš poveljnik vprašal tisto, kar vpraša nas vojake. Karkoli delamo, nosimo, se trudimo, se matramo, nas vpraša za koga in mi zavpijamo za Slovenijo. 2-krat bo vprašal tudi vas. Računam na vaše glasove. Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Bravo. Bravo. Zdaj se učite za Slovenijo, potem pa boste delali in živeli za Slovenijo. Lepo vabljeni na ogled.
Gremo mi nekaj. To pravo. Jaz doma, ki sem Odkiram, to mi je Rusi zadev. Ko si boste ogledali, Vrke pa ne čakamo po nosu pol. Vrke? Kako kloven si pol, evo ga. Pa tako. Ojoj, mi vas pa. Vrke, ne? Evo ga, super. Vrke, nos. Česal, Aj, fajn tresla. Ne, prav tako ne. Njegovi vojaki pa so tako, ne? Zrak. Ti si hotel? Hvala na te številke. To je pač, da veš, da je nov iglo. da je tam gor, ko je hod, direktno ga smer. Imaš tudi cel vrt, ker tu se mora cel menjati, tako. No, super, lepo večji vrt. Ajde, šor, ajde. Ja, le kakšna sajt je. Je? Še ena. Je. Odlično. Na tisto pa tebi regiš popot. Pa nimaš v rame. Ampak nameri, da je vokno, pa boš videl, što da streja. Tako kak se sunek nazaj. Jaz sem digate le druga ura. Jedno bi sej počakamo, lahko še malo druge ure zamudiš. Ja, pa tretje. Če kaj sploh je druga ura? Matematika. Pej. Au. Vega. Aj met, čiček. Je, des. O. Streljaj, Oskar. Ej, vam bo treba iti, mi bomo šli. Vse mene lahko zdrav sabo vzame. Tako vidiš, ja, da se nekaj dogaja. Ajde, gremo ven. Ste videli. Kaj še intervju?
Ej, Dušan, lahko gremo v avlo? Nekaj, ki zamenjuje ravnatelja, lahko gremo not. Poligon tla, ostali not, se ima šolo not, tekmovanje not. Hočemo bo not, kaj? Hočemo not? Ja, pravi, da gremo not. Kaj je to? In avtomat. In odmetovanje. Evo ga. Starejši, ne? Opa. Prva svetovna vojna. Dobar dan. Ja, vsi tretješolci tudi pridete same.
vojaka, to pomeni, da je tiho, kot miška, in da stoji takole z nogami, petama skupaj, roke ima ob sebi in posluša poveljnika. Zakaj pa je treba poslušati poveljnika? Da vojak ve, kaj mu je naročil. Učiteljice, bi si vi tudi želeli, da vas poslušajo? Vi, ne? Zato da boste vedeli, treba je poslušati poveljnika in učiteljico. V redu. Tako da kar z njim greste v ta hodnik in vas bo naučil. Tako, vi vsi ostali ste naši navijači in v drugem delu, ko bomo dvignili zastavo, boste tudi naš pevski zbor. Zapeli bomo kaj bi zdravili. Ja, himno. Ne bomo peli Adele in kakšne podobne, ampak bomo zapeli himno. V redu, devetošolci ste pripravljeni. Ne še čist, ja, eno čelado je treba urediti. Devetošolci, poslušajte navodila. Na zaboju vas čakajo vprašanja. Treba bo iti po vprašanje, z njim čim hitreje priti do svoje skupine, prebrati skupini vprašanje in odgovoriti. Ko veste odgovor, dvigne tisti, ki je šel po vprašanje, puško v zrak in kdor prvi dvigne puško v zrak, ima prednost pri odgovarjanju. Pravilni odgovor prinese točko. Tukaj pa imamo tudi ene posebne vojake, ki jih bomo pa spoznali v nadaljevanju. Tudi so povezani s kvizom. Torej pa začnimo. Navijači, pripravite se za prvo vprašanje. Torej, greste s puško do zabojnika in vzamete prvo vprašanje. Prinesete nazaj, ga preberate, skupina skupaj odgovarja. Ko dvigneš puško, lahko odgovarjaš. Pripravljeni. Pozor, zdaj. Vprašanje je, poslušajte, evropske sile so bile v prvi svetovni vojni razdeljene na centralne in antantne sile. Katere tri velike države so sestavljale centralne sile? Tejle posebni vojaki tukaj, gledajte, pripadajo različnim obdobjem. Kateri izmed njih mislite, da pripada, ima oblečeno uniformo iz prve svetovne vojne, to je 100 let stara uniforma? Katere barve? Kakšne barve? Sive, točno. Gledajte, tako je bil oblečen vojak avstro-ogrski v prvi svetovni vojni. In vam bo profesor zgodovine prebral tole vprašanje, poslušajte. Gavrilo Princip je izvedel atentat na avstrijskega prestolonaslednika. Katerega? Gavrilo Princip. Gavrilo Princip je v Sarajevu in s tem se je potem začela prva svetovna vojna. Franz Ferdinand. Pravilen odgovor. Za peto vprašanje pa nam bo zastavil en drug vojak v drugačni uniformi. Kater vojak mislite, da je nosil takšno uniformo? Ne, načelnik. Pred kolikimi leti, prej sem omenila, pred 70 leti, to je bil vojak, katere vojne, prve ali druge? Torej, to je naš partizan. In partizan vam bo zastavil vprašanje, poslušajte. Vodstvo Osvobodilne fronte je bilo na začetku v Ljubljani. Okupator je hotel preprečiti povezavo med tem vodstvom in partizani na podeželju. Vprašanje. Kaj je italijanska vojska postavila leta 1942 okoli Ljubljane? Mogoče delovanje in so postavili okoli Ljubljane. Bodečo žico. Pravilen odgovor. V redu, zdaj pa gremo k še zadnjemu vojaku.
Ta vojak, kam bi ga dal, ni Rambo, ni vojak ameriške vojske, ampak je vojak slovenske vojske. Poglejte, če primerjate, v čem vse se razlikujejo uniforme. V čem? V barvi. Veste, ko poveljnik pride pred nas in mi stojimo mirno, nas on vpraša dvakrat. Za koga? Za koga se ti vojak matraš? Nosiš to težko opremo? Poleti, po zimi, ko je vroče, ko je mrzlo. In vojaki odgovorimo za Slovenijo. Vas bomo tudi vprašali, vi pa se sedaj učite za Slovenijo. A prav? Zmenjeno. Na desno, porame, vse. Mir, no. Fino, zastavi, pozdrav! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Na mesto odmor, prosto. En aplavz za tretješolce. Zelo dobro Škorpiona 47. Pa ajde se. Ne, ta je škorpion. Ora smo nas zapavili. Urbi, lej, daj go. Strela. Kako? Ja idem se
enega. Jači pa ima 30 noter. Vidiš? Le noter grejo, le pa tudi imaš. Da se bo malo dobila, lej. Vidiš tukaj noter vidijo. Tako, ja. Nekaj normalno gledaš, z obema očesoma gledaš. Tako, ja. Menga ne zapledaš. In tam, kaj pika, tam je zadetek. Tam boste vi. Tam, ja. Tu pa bombomet, bomba. Ja. 2000 se piče. Reče piče. To se imenuje piše. Jaz se ljubala. Reče piče, da. Že vidiš? Ja, gor, ti si v levem kotu. Tu je za revijo moj kuža. Saj kapa, major dal. Ja, lej, sem malo. Je rekel, da nikoli ni prepozno. Ja, šta se uriva? Jaz sem Ajde, še lari. Pomate vsi? Vsi, ja. Vsi imate. Ne, ajde. Ja, šta se uriva? Vidiš? No, super. Ti to avto vidiš? No. Sem veš, koliko je to odpihne. Vidiš? Še bliže pet. Bliže. Takole, ja. Ko vidimo kaj? Nič ne vidimo. Še ti pogledam? Tukaj pejdi na stran. Tudi bliže. Takole. Zapri, tale uč moraš zapreti. Takole. In gledamo. Vidimo kaj? Ali ne vidimo nič? Pa una direktno treniram to. Ja, pa direkt. Ima pa avion, pa so tanke, pa organizirate. Samo una raketa. Kaj? Pa tudi ne ruka, pa polja. Ajde, Lana. Ja, pa ne znam. Za nagrado. Je fajn? Aha, pritisem. Kaj pa moraš pritisniti? Tablica. Je, ne? Ja, se vem, ja. Pa se fajta, Pa treba malo ven iti, fante. Ne, zdaj mi so ven na vrt. Je pa kaj preštihati babici, vrti take stvari, ja. Malo. Pa moraš zdaj, to so nazaj potegnem kaj. Ja, zato ker je... Kec, tamo. Ne, ej, ajde zdaj bava. Malo kec šale. Dajte še mesnikamo, daj. Še mesnikamo, daj. Tako? Tebe, 5 not. Deno, ej! Nemaš terkač, jer imaš 6 jest. Gremo čez Hrvatsko, ajde. Ja, pa se ne stavim, če še vrn. Ja, kaj ima še lavun za nizko?
se je ono dete razsulo za 2,6, kaj si, minuti smo kaj? Polite fante ven, pa greste ven noter. Ajde. Ne želite jih ven. Mislim, da se mi tu gorlo. Če je njih zdržalo tudi nas. Ena gre lahko spredi. Kje je spredi? Ja. Ne vem. No, zdaj boste šli pa vi, prav? Ti boš sam. Koliko vas je zdaj? Lahko grejo vsi noter. Vsi? Ali jih je 20? Mal, ja, bodo že. Mal se sprehodijo, saj nimajo kaj videti. No, malo si poglejte, pa bojo šli še Urban najde. A ja, kaj je? To ni pomembno, malo si poglejte. Počasi! Da pa daj imate premalo. Če hoče biti šekiran gor, da se na postajni vojak.si se naj obleče, da bo slika, res, bote gor na spletu. Na Facebooku bo že dan slike. Naš Facebook. Na Facebooku postajni vojak. Kako je težko. Če tamo zboj treba zapeti vse. Pomagajte. Pa še puško ide. Puško. Veste, kako je tole težko? A bi bila je za vojakinjo? Kaj neki snima? A moramo, da se samo vrači. Res ne bila za poklic vojaka, A sem lepa? Kako oči imajo? Lepša kot prej, ne da? Bolj lepa je kot prej, ne da? Kako je težko. To bojo vsi zeleno barvo neki skušali narisati. Ja,